Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. Jeseniška gimnazija je gimnazija z dolgoletno tradicijo, kvalitetna, tako glede izvajanja pouka, kot tudi opreme. Pravzaprav resnično ocenjujem, da je katerakoli splošna gimnazija, kot smo mi, edina prava odločitev za vse mlade, ki želijo biti uspešni na svoji poklicni poti, uspešni že pravzaprav po maturi tudi na univerzi. Predvsem bi pa tudi opozorila, da se s tem študijskim letom se je vendarle pojavila razlika med upoštevanjem doseženih točk na poklicni in splošni maturi. V preteklosti so bile točke na poklicni maturi enakovredne splošni maturi. Od tega študijskega leta pa je vendarle število točk na poklicni maturi 24 in pa 34 točk na splošni maturi upoštevano, tako da se vendarle tudi upošteva z vsem spoštovanjem do strokovnih šol, vendarle tista razlika v splošnem znanju. Vašim dijakom se na vaši jeseniški gimnaziji obetajo neke novosti. Kakšne? Bodočim dijakom ponujamo v naslednjem šolskem letu brezplačno izposojo učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada. Poleg tega pa smo sklenili, da bodo resnično vsi profesorji napovedano ustno ocenjevali vse dijake, ne samo v športnem oddelku, tako kot je bilo do zdaj, temveč tudi v splošnem oddelku. Zakaj si se odločil ravno za splošni oddelek? Nisem nič treniral, da bi kakšen šport treniral, zato tudi za športni oddelek nisem imel izbire. Za splošni oddelek sem se po bistvu odločil zato, ker nisem vedel, kakšen poklic bi opravljal v prihodnosti, in mislim, da je gimnazija ena taka prava odločitev za naprej, za univerzo ali fakulteto. In kakšne dejavnosti imate v sklopu šole? Imamo športne dneve, imamo kulturne dneve, veliko tudi za praznike imamo v gimnaziji sami, tudi kakšne take, kakšno uro pa pol, kakšne take, kako bi rekel, predstavitve za praznike. Drugače pa tudi zelo so dobri naši tabori, da se lahko res z razredom spoznaš, da se bolj spoznamo, da nismo samo v razredu, da se malo bolj zabavamo, da se res poznamo. Zakaj priporočaš devetošolcem, da se vpišejo ravno na jeseniško gimnazijo? Zdaj, če bojo šli na športen oddelek, imaš ful prilagoditev pri športu, veliko imaš zvučno pomoči, pa lažje uspeš v športu. Kakšni so še programi v športnem oddelku? Imaš tako, da imaš več športne telovadbe, veliko delaš na moči, pa veliko športaš. Prednost je tudi to, da imaš učno pomoč, ker ti učitelji pomagajo, če kdaj zamudiš kakšno uro in ti povejo za vse, ali pa če ti kakšen predmet ne gre. Torej meniš, da je bila to tvoja prava odločitev, športni oddelek? Ja, je bila. Tudi po rezultatih ste priznani? Seveda. Vsaka gimnazija bi vendarle mogla imeti eno odgovornost do vseh mladih, ki se izobražujejo pri njih. Gimnazija jim mora nuditi možnost razvijanja tistih svojih močnih področij. In res smo veseli in ponosni, da naši dijaki osvajajo toliko priznanj na šolskih tekmovanjih iz znanja in športa, da osvajajo Krkine nagrade za raziskovalne naloge in pa seveda tudi, da ob podpori vseh profesorjev in pa svojim odgovornim delom dosegajo tako odlične rezultate, da je skoraj 50% dijakov, naprimer v preteklem šolskem letu, doseglo splošni učni uspeh odličen ali prav dober. Zakaj priporočaš devetošolcem, da pridejo na splošni oddelek? Mislim, da če se odločijo za gimnazijo, da je veliko bolj, ker je malce bolj zahtevna gimnazija, recimo od ostalih gimnazij, bojo lažje naredili tudi maturo, ker naši maturitetni rezultati so res visoki. Mislim, da proti 93% dijakov pravijo maturo prvo, tisti, ki jih pa prvo ne opravijo, pa drugo sigurno tudi opravijo. Tako da mislim, da je tudi to eden od razlogov, ki bi priporočil gimnazijo, ker je malo bolj zahtevno in zaradi mature pa tudi zelo lažje.